Spoštovani in spoštovane, v dvorano v spremstvu predsednika uprave Dnevnika in predsednika organizacijskega odbora Gazel prihajajo finalisti za Slovensko gazelo 2018. Veseli in počaščeni smo, da je z nami tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. When you are ready, I will surrender. Take me and do as you will. Have what you want, your way's always the best way. I have succumbed to this passive sensation, peacefully falling away. I am the zombie, your wish will command me. Laugh as I fall to my knees. I control this empty delusion, lost in the fire below. And you come running, your eyes will be open. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I sing. Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, spoštovana gospoda ministra, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na izboru za Slovensko gazelo 2018.
18 let že izbiramo hitro rastoča podjetja. 18 let jih nagrajujemo. 18 let nas navdušujejo in navdihujejo. So razprševalci optimizma, so naš kompas za vero v to, kar je dobro in kar je prav. So ambasadorji tega, kar verjamemo, da se mora zgoditi. So ambasadorji vere v dobro in prav in v to, da se zares da zrasti in da so vsake sanje uresničljive, če zbereš pogum, da greš za njimi. Vse to so na simbolno plesni ravni uprizorili tudi izjemni plesalci in sicer sta ambasadorja sodelovanja tudi brat in sestra, koreografa Aljoša in Anja Mederndorfer. Vsi ti izjemni plesalci pa takoj po tem nastopu odhajajo na Poljsko braniti naslov svetovnih prvakov. Prepričana sem, da bomo vsi stiskali pesti zanje. Vesela in počaščena pa sem, da lahko takoj v uvodu na oder povabim našega gostitelja, predsednika uprave Družbe medijskih vsebin Dnevnik, gospoda Bojana Petana. Lepo pozdravljeni. Dobrodošli, spoštovani gospod Petan, in hvala za ta zares gazelji nastop na oder. Spoštovani gospod Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije. Spoštovani gospod Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. Spoštovani gospod Jurij Leben, minister za okolje in prostor. Spoštovani finalisti izbora Gazela 2018. Spoštovani prijatelji podjetništva in drage sodelavke in sodelavci. Spoštovane gospe in gospodje, danes je vsa naša pozornost usmerjena k ljudem oziroma podjetjem, ki s svojo odličnostjo, ustvarjalnostjo in prodornostjo prebijajo obstoječe ograje, iščejo nove poti, skratka peljejo voz razvoja naprej v našo skupno korist. Da bi dejansko razumeli veličino njihovega dela, mi dovolite le nekaj kratke statistike, ki najbolj pokaže izjemne rezultate celotnega slovenskega gospodarstva, katerih se bistveno premalo zavedamo in jih tudi bistveno premalo cenimo. Tako je Slovenija v prvih 8 mesecih leta 2018 izvozila za 20,4 milijarde evrov blaga in storitev, istočasno pa uvozila za 19,9 milijarde evrov. Tako da je pokritost uvoza z izvozom v tem obdobju 102,5%, kar je izjemen rezultat. Za primerjavo, v istem obdobju tega leta ima sosednja Hrvaška pokritost slabih 60%. Navedena primerjava kaže zdravo moč slovenskega gospodarstva, ki pa v bistvu temelji na stotinah in stotinah gazel, ki tečejo po celotni Sloveniji. Čeprav naziv gazela v našem izboru označuje najhitreje rastoče podjetje v minulih 5 letih, gazele niso zgolj podjetja, ki najhitreje rastejo. Hitrost ni njihova edina in odločilna kakovost. Gazele so neizbežno podjetje z vizijo, strategijo in pogumom. To so inovativna in kreativna podjetja, ki združujejo podjetniško žilico, tehnološka znanja ter individualne sposobnosti, znanja in zmožnosti vsakega zaposlenega, ki jih znajo ta podjetja povezati v nepremagljivo moč kolektiva. Gazele so tudi družbeno odgovorna podjetja, ki rastejo v harmoniji z svojim okoljem. Gazele so v zadnjih 5 letih v Sloveniji ustvarile, kot sem videl na Bini, več kot 43.000 novih delovnih mest. Predvsem pa gazele niso muhe enodnevnice. Izbora najhitreje rastočih podjetij
se udeležujejo podjetja, ki so bila za gazele nominirana že v preteklosti, ki so se kot gazele že v preteklosti dokazovala v regionalnem ali nacionalnem okviru. To po eni strani priča o njihovi zdravi, trajnostni rasti, po drugi strani pa potrjuje kakovost izbora Dnevnikovega projekta. Gazele oziroma podjetja, nominirana za gazele, so enostavno zgled poslovne uspešnosti in odličnosti. Njihov družbeni pomen je ravno zaradi tega neprecenljiv. Ta podjetja namreč vsem nam kažejo pot, po kateri je vredno iti. Ob tem pa sporočajo, da so znanje, podjetnost in smelost kvalitete, ki rast zagotavljajo vsakomur, naj si bo poslovno ali osebno. Gospe in gospodje, ali pa imajo ti resnični junaki Slovenije status, ki bi jim v resnici pripadal? Ko se pogovarjamo o zakonski regulaciji podjetništva, davčnih obveznostih, pogojih poslovanja, izobraževalnem sistemu in še o marsikaj drugem, si moramo odkrito priznati, da tega primernega statusa še nimajo. Pa ga bodo zagotovo enkrat imeli. Saj so gazele poseben segment podjetništva. Gazele so dobra novica slovenske družbe. Naš projekt Gazela je poklon kakovostni, vzdržni, trajnostni, socialno odgovorni rasti. Je izrekanje priznanja podjetništvu, ki ga odlikuje vizija, inovativnost, ustvarjalnost, prizadevnost, delavnost, smelost, srčnost in ambicioznost. Gazele Dnevnik podpira, saj želimo biti časopis dobrih novic. Časopis propulzivne družbe, dinamične in kreativne, usmerjene v prihodnost. Tako družbo moramo poleg gazel in poleg medijev graditi mi vsi. Lahko vam zagotovim, da bo Dnevnik z vso pozitivno energijo izpolnil svoj del družbene odgovornosti, kako podjetniškim zmagovalcem, gazelam, trasirati pozitivno družbeno klimo v njihovem galopu v skupno svetlo prihodnost. Istočasno pa pričakujemo vizijo, strategijo, pogum in sposobnost nosilcev oblasti, da zagotovijo transparentne zakonske okvire in enakopravne, stabilne in jasne pogoje poslovanja za vse gospodarske subjekte v državi. Naj bo dovolj, ker današnji večer je namenjen najhitrejšim gazelam med tisočimi slovenskimi gazelami. Vsem današnjim finalistom pa iskrene čestitke in ponosni smo, da smo lahko z vami. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani gospod Petan, za nagovor, ki bi si ga želeli še kdaj slišati ali prebrati. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, vselej tehtne besede pa so tudi besede gospoda Mirka Straška, direktorja podjetja KLS Ljubno, Zlate gazele leta 2011, kot se gotovo spomnite, in predsednika Sveta gazel. Gospod Strašek, z veseljem vas vabim na oder. Dober in lep večer vsem skupaj voščim. Spoštovane dame in gospodje, spoštovane gazele. Blagostanja in socialne varnosti v državi ni brez gospodarske uspešnosti. Dobre samopodobe in suverenosti ne more imeti ne posameznik, ki živi od podpore in denarne pomoči drugih, in ne država, če je odvisna od evropskih subvencij. Zato je nujno priskrbeti, da se zlasti mladim lahko čim prej zaposlijo, država pa postane finančno samostojna in zmanjša zadolženost na minimalno raven. Za doseganje takšnega cilja je najprej treba ustvariti pogoje,
za stalno in dovolj hitro rast dodane vrednosti. Najpomembnejši temelj za doseganje tega cilja je rast produktivnosti vsakega posameznika, vsake družbe in države. To je najtežje. O tem, o ustvarjanju se moramo več pogovarjati. Šele to lahko delimo. Spodbudno davčno politiko je treba spodbujati rast in nastajanje novih gazel. Nižje obdavčitve dela in dohodkov bodo prinesle hitrejšo rast dodane vrednosti in plač. Tako bodo lahko prilivi v državno davčno blagajno iz leta v leto večji. Podjetniki potrebujemo spodbudno gospodarsko okolje, da bomo lahko hitreje napredovali. Gazele izvajamo odgovorno lastništvo in skrbimo za ugled podjetništva, zato je pomembno vedeti, kako smo se tokrat odločali. Podatek o indeksu rasti prodaje in drugi finančni podatki ter sama zgodba o podjetju so bili osnova za izbor. Vendar ta ne poteka zgolj računsko z razvrščanjem po ekonomskih in fizičnih kazalnikih rasti oziroma napredovanja. Po našem mnenju je zelo pomembno tudi, da gazele ustvarjajo visoko dodano vrednost, saj je ta nujna za razvoj podjetja, da niso preveč zadolžene, da imajo potencial za rast in stabilno poslovanje tudi v prihodnje ter odgovornega lastnika. Tako lahko podjetje sodeluje z okoljem. Kakšen je odnos podjetja do zaposlenih in kakšne plače izplačuje, so podatki, ki gazelam zagotavljajo socialno odličnost. V nadaljevanju večera se bomo seznanili z našimi odločitvami. Želim vam obilo zadoščenja in navdiha in poslušanja zelo zanimivih zgodb in naših nominirancev nocojšnjega finala. Hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod Strašek. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, izbor zlate, srebrne in bronaste slovenske gazele 2018 je svojo prisotnostjo počastil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Marjan Šarec. Spoštovani gospod predsednik Vlade, ljudno vabljeni k nagovoru. Spoštovani visoki gostje, spoštovani nagrajenci, drage gospe, dragi gospodje. Nocoj je slavnostni večer, ko podeljujemo nagrade tistim, ki so pred leti imeli vizijo, ki so vedeli, da želijo ustvarjati in da želijo biti nekaj več od drugih in tudi pokazati nekaj več. Če se najprej ozremo v svoja življenja, ali smo samo sledilci ali smo tisti, ki ustvarjamo, ki kreiramo nove zgodbe. Verjamem, da je največ takih, kajti današnji čas je hiter, današnji čas pravzaprav sam od sebe zahteva, da si gazela. Pa ne samo na področju gospodarstva, tudi na političnem področju je tako. Vedno te nekdo lovi in samo vprašanje časa je, kdaj te bodo ujeli in odnesli in prišel bo drugi. Tako da ni samoumevno, da pride do uspeha na vseh področjih družbe, tako v javnem sektorju kot v zasebnem sektorju, tako tudi na področju kulture, umetnosti in kjerkoli lahko najdemo v vseh družbenih segmentih kakršnokoli podobnost. Kdor je pred leti si zamislil izraz gazela, ni ustrelil mimo, kajti gazela je zelo pravilen izraz. Gazela mora biti hitra, sicer kmalu postane plen in je ni več. Zanimiv je podatek, da nobena izmed gazel, ki so bile nagrajene v preteklosti, ni zašla s poti in da so ta podjetja uspešna in delujejo, kajti rastla so vzdržno, rastla so v okviru svojih zmožnosti, kajti podjetništvo je tek na dolge proge.
Danes so z nami najboljši iz vseh regij v Republiki Sloveniji. Eden bo zmagovalec, ampak to ne pomeni, da niso vsi zmagovalci. Zmagovalci pa so tudi tisti, ki jih danes tukaj ne bo na odru, pa vztrajajo in tudi gradijo gospodarsko rast in kažejo pot naprej. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi nagrajenci, želim vam prijeten večer, obilo dobrih zgodb bomo slišali jutri in vse dni naprej, pa želim podjetjem uspešno rast. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije. Gospe in gospodje, cenjeni gostje, gazele niso tekmovanje, gazele so navdihovanje, gazele so gibanje in zato najlepša hvala vsem tistim, ki skrbite za to, da to gibanje res lepo, gladko in dobro teče. Agencija Spirit Slovenija po vzoru podjetniško razvitih držav deluje s programi za mlade, za uveljavljene podjetnike, za izvozno naravnana podjetja in tudi za tuje investitorje, ki vidijo poslovne priložnosti v Sloveniji. Načelo agencije Zaupanje za uspeh pomeni skrb za podporno okolje, informiranje podjetij, dostop do storitev in finančnih virov ter za dvig podjetniške kulture. Družba Pana z vodilnim proizvajalcem Epson in napravami Epson Workforce med prvimi predstavlja navdihujoče mejnike na področju zelene digitalizacije poslovanja. Z njimi poenostavljamo poslovanje in odpiramo nove razsežnosti v kreativnosti. Smo dolgoletni partner projekta Gazela in z navdušenjem podpiramo njihovo ustvarjalnost. Krediti in zavarovanja SID banke vam v različnih življenjskih fazah podjetja pomagajo vstopati z drznejšimi, hitrejšimi, močnejšimi in varnejšimi koraki v trajnostno prihodnost. Saj vam z ugodnimi dolgoročnimi posojili in finančnimi instrumenti omogočamo večjo konkurenčnost ter rast in razvoj v večja mednarodno uspešna podjetja. Na naši skupni poslovni poti skušamo biti najboljši partnerji. V prvi kreditni zavarovalnici že od samega začetka z veseljem podpiramo projekt Gazela. Vam, hitro rastočim in uspešnim podjetjem, ki v svoj uspeh vlagate veliko znanja, časa in svojih sredstev, pomagamo pri obvladovanju tvega neplačil terjatev do vaših kupcev. Na nova tržišča skupaj z nami vstopajte drzneje in samozavestneje. Poslovne terjatve so vaše premoženje. Zavarujte jih. Družbena odgovornost je vodilo našega podjetja. Ne omejujemo je le na športne, kulturne in gospodarske projekte. Zavedamo se, da moramo narediti več tudi za okolje, v katerem živimo. Okolje, v katerem bo lahko vsak posameznik uresničil svoje potenciale. Obnovljivi viri energije so prihodnost, ki jo bomo ustvarili skupaj. Prihodnost ne le za nas, ampak predvsem za bodoče generacije, ki bodo tako lahko užile vse, kar nam daje naš svet.
Vse to in še več Dunkin' Devilsi delamo danes. Jaz pa še posebej dobro spomnim enega nastopa več kot 10 let nazaj za košarkarski klub Parkley. Do skupine, takrat še brez imena, stop komentator in reče: "Fantje, kako pa vi želite, da vas jaz napovem?" In mi rečemo: "Veš kaj, ne kompliciraj, ti sem reče, da smo mi akrobatska skupina." Zasliši se sirena, ki označuje polčas, mi štartamo za na oder in komentator naglasi: "Dame in gospodje, akrobatska skupina šah mat." Mi zgroženi začnemo z nastopom in komentator v svojem slogu nadaljuje: "Matirajo koše, matirajo sami sebe." Namreč v tistih 5 minutah nastopa ne samo, da smo zgrešili 12 košev, 3 od nas so padali na glavo in trener gostujoče ekipe nas je praktično spodil dol z odra. Kako je tole izgledalo? Takole. Aj, čao, gremo dol. In zdaj čisto vsak, ki bi takrat na začetku naše poti pogledal na tole naše zabijanje, bi rekel, da pač ne nehamo. Ker iz našega z akrobatov absolutno nikoli ne bo nič. Nek pameten nasvet bi bil, da končamo faks, dobimo kakšno dobro službo in tole zabijanje pustimo za tisto aktivnost, ki jo počnemo, preden gremo s prijatelji v petek skupaj na pivo. Mi pa smo ostali skupaj, kljub še mnogim šahmat pa aluminijam, nas je gnala neka otroška želja po tem, da bi nastopali, zabijali koše, da bi snemali posnetke in mogoče nekoč nekdaj potovali po svetu. In vse, kar smo imeli v tistih prvih časih, je bila skupna vizija pa en drugega. In mi smo timski duh enostavno mogli razviti. Ni nam ostalo drugega. Zdaj, drug razlog, zakaj pa smo mi razvili toliko močen timski duh, je pa agregaterija naš šport. 6 ljudi, ena žoga in en koš. Če si predstavljate, da stojim sred polne košarkarske dvorane, pred mano Marko, Max, Uroš in Tadej že tečejo proti košu. Jaz sem tisti zadnji, vse je na meni. Vsak od njih perfektno naredi svoj akrobatski element, jaz sem zadnji, jaz moram skočiti in zabiti koš. Ampak ko skočim, mi žoga uide iz rok. In še preden prstanem na tla, dvorana že cela, razočaranje. In cela ekipa avtomatsko takole dvigne prst, kar pomeni, gremo še enkrat. 15 sekund kasneje sem jaz na istem položaju, 3-krat večji pritisk, ker zdaj mi pa res mora ratati. Fantje pred mano spet naredijo perfektno, tokrat skočim, primem žogo, naredim salto, živalsko zabijam in cela dvorana ponori. Ekipa je zmagala, ekipa je dala koš. Pri našem sportu na parketu ne obstaja posameznik, obstaja samo ekipa. In če gre karkoli narobe, gremo skupaj naprej, gremo skupaj do konca. Kako izgleda, ko se stvari poklopijo? En kratek filmček izpred 2 tednov, ko smo ubranili naslov svetovnih prvakov. Pa če se jaz zdaj vrnem nazaj 6 let, izziv, s katerim smo se mi soočali, je zdaj, kako predanost predati novim, tistim novim, ki prihajajo. Zato, ker je nekdo nov prišel v ekipi, mi smo imeli že kombi, redne nastope, neko dvorano in enostavno, če so trdo delali in trdo trenirali, so lahko z ekipo nastopali po svetu v nekaj letih. Torej nekaj, kar je bilo nam na začetku naše poti praktično neka take sanje ali pa nedosegljiva vizija, je bila tistim novim, ko smo prišli, ne dosegel rok. Zdaj, mi smo sicer povedali, da je bilo ful šahmat nastopov, pa da smo se ful trudili, pa da so bili začetki težki. In smo naivno pričakovali, da bodo čutili enako mero pripadnosti do ekipe, kot jo čutimo mi. Seveda jo pa niso. In to je
problem, s katerim se sooča vsako podjetje na poti svoje rasti. Problem je v tem, da ni nadomestila za lastne izkušnje. Če želiš vedeti, kakšen je občutek, da se s padalom vržeš dol z aviona, ti ne ostaneš drugega, da greš na avion in se vržeš dol. In isto, če želiš vedeti, kakšen je občutek, da se za neko svojo vizijo borbaš za vsak centimeter, ti dejansko ne ostane drugega, da greš sam po tej poti. Zato je naša naloga, ko ustvarjamo ekipe, da jim nudimo tem novim, ki prihajajo, okolje, kjer lahko oni sami doživijo svoje trenutke zmage in pa sramote. Da oni uresničujejo svoje vizije, tiste, ki se njim ta trenutek še komaj da zdijo mogoče. Zdaj, z drugimi besedami, jih moramo naučiti prestopati mejo predanosti. To je navidezna črta, ki loči stanje, ko si nekaj želiš, pa se ti zdi dobra ideja, in stanje, ko si predan, da boš to dejansko tudi naredil. Na eni strani je vse, kar že poznamo, in na novi strani je tista nova prihodnost, po kateri vsi stremimo. Pa bom dal en tak malo bolj grafičen primer. Ne? Recimo, da si želiš iz 10 metrov skočiti v vodo. Na eni strani meje predanosti si na vrh klifa in gledaš dol, joj, ful bi bilo fajn skočiti, ampak ne vem, če bi, mogoče danes glih nimam svojih srečnih zelenih kopal, kaj če jaz sploh ne bi skočil. Kako bi v tem primeru recimo prestopil mejo predanosti? Recimo, rečeš prijatelju, jaz ponavadi v takem primeru rečem Maksu, rečem, lej, zdaj pa tako, jaz sigurno grem in če ne grem v naslednjih 5 minutah, me porin. In zakaj ta miselni preskok toliko pomemben? Zaradi tega, ker takoj, ko se predaš nečemu, preden si prestopil mejo predanosti, razmišljaš o tem, a bi skočil. Čim se predaš, razmišljaš, kako bom skočil. Slišite razliko, bom skočil. Takoj, ko se predaš, možgani začnejo reševati problem. In potem ti ne ostane drugega, slej, ko prej skočiš in ne glede na to, a prestaneš vodo perfektno, ali se razbiješ kot kanta, imaš novo izkušnjo. In vsaka izkušnja šteje. Vsaka izkušnja te pripelje bližje temu, da dosežeš svojo vizijo, kar je pa še bolj pomembno, izoblikujete kot osebo. In kako to danes počnemo pri Dunkin Devilsih? Mi se konstantno, kot ekipa, pogovarjamo o tem, kaj je naslednja nora ideja, ki je skladna z našim motom, obstaja ena prava smer navzgor. In ne glede na to, kdo da idejo, kar rečemo, to je to, se ji kot ekipa najprej 100% predamo. Najprej se ji predamo, potem razmišljamo v vseh izzivih, ki nas bodo čakali na poti. In takole se je zgodilo tudi to. Na sestanku s Slovenskimi železnicami me je direktorica vprašala Domen, kaj pa bi lahko mi naredili skupaj. In prva ideja, ki je meni padla na pamet, je, da lahko zabijamo na vlaku. In sem rekel, mi lahko zabijamo na vlaku. In čim sem iz ust to sem se slišal, to pa mogoče ni glih najboljša ideja. Ampak vseeno sem trdil, itak, da bomo zabijali na vlaku. Halo? In s tem sem nas same in naročnika že takoj na začetku potisnil čez to mejo in zagotovil, da vse izzive, pa si lahko predstavljate, da jih je bilo veliko, mi smo vse te izzive reševali iz konteksta, da živimo v prihodnost, kjer mi bomo zabijali na vlaku. Druge možnosti enostavno nismo dopuščali. In zelo podobno je bilo pri temle projektu, to je bilo sočasno zabijanje 16 akrobatov na Tromostovju in pa na Velenjskem jezeru, kjer smo za oglaševalska velikana Yahoo in NFL snemali en promocijski film. Je bila pa tle ena ključna razlika. In ključna razlika je bila v tem, da pri teh projektih meje predanosti nismo prestopali mi, ampak je delala to naša mlajša generacija. Te projekti so uresničevanje njihovih dolgoročnih vizij in želj in mi, starejši, smo bili tle le v vlogi, da smo jim nudili okolje, kjer so lahko oni te svoje zmage tudi dosegli. Tako da, moj point, v ekipi ni važen, kdo potisne, važen je, da vsi skupaj povlečemo do konca. Hvala lepa. Domen Rozman. Najlepša hvala Domnu Rozmanu iz Dunkin Devilsov, ki nam je tako lepo popihal v jadra našega poguma in nam pripravil toliko možnosti za usporednice z vašimi poslovnimi življenji. In na vas, spoštovani podjetniki, sem se spomnila tudi, ko sem brala knjigo Nike Kovač z naslovom Pogumne punce.
Velja pa za pogumneže obeh spolov. Nika je zapisala: čutiš, da zmoreš premagati težke trenutke in poskrbiš, da jim sledijo lepši. Želiš si drugačnega sveta, takšnega, v katerem bodo vsi dostojno živeli. Družbe ne moremo spreminjati sami. Če bomo združili moči, lahko dosežemo veliko. Veliko in veliko več. In zdaj bomo združili 6 uspešnih podjetniških zgodb. 6 zgodb finalistov za Slovensko gazelo. Zato z velikim veseljem na oder vabim namestnika odgovornega urednika Dnevnika, gospoda Darjana Koširja. Darjan, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Navdihujoče so te zgodbe, ne? Vi ste jih prebirali skozi ves čas v Dnevniku. Ne, to so v bistvu neverjetne zgodbe. Se bomo poskušali v debati izluščiti nekaj utrinkov, čeprav pogovarjali bi se lahko pa 10 ur. In predlagam, da si najprej ogledamo v video ujeto predstavitev finalistov za Slovensko gazelo. ACS Bio je mlado, hitro rastoče podjetje, ki deluje v Tehnološkem parku Ljubljana. Deluje na področju raziskav, razvoja in svetovanja za farmacevtske, prehranske in kemične industrije. Glavna moč podjetja je v manipulaciji sekundarnih metabolitov, izboljševanju industrijskih sevov, izboljševanju profila nečistoč, optimizaciji produkcijskih gojišč in razvoju bioprocesov. Vodijo pa tudi lastne raziskovalne projekte z namenom razviti patentirane biotehnološke produkte, procese in tehnologije. Tretji segment dejavnosti je usmerjen v študije Proof of Concept, razvoj prototipov ter komercializacijo inovativnih biotehnoloških produktov in rešitev v obliki partnerstv in pristojbin. Roletarstvo Medle je uspešno družinsko podjetje, ki se je sprva servisnega podjetja razvilo v uglednega dobavitelja končnih izdelkov z visoko dodano vrednostjo, posrednikom in prodajalcem žaluzij na vseh večjih evropskih trgih. Prodaja končnih proizvodov poteka prek razvejene veleprodajne mreže po Sloveniji in tujini. V razstavno-prodajnih salonih v Novem mestu, Ljubljani, na Jesenicah, na Hrvaškem in v Avstriji pa so kupcem na voljo izdelki iz proizvodnega programa, ki se jih izdeluje po danih merah in zahtevah kupcev. Smisel opravljanja dejavnosti vidijo v hitrem prilagajanju potrebam na trgu, oblikovanju in izdelavi vedno novih dizajnov ter zagotavljanju vrhunske kakovosti materialov. Končnim uporabnikom ponujajo celovit program senčil in proizvodnjo oken, pri čemer je njihovo vodilo od oken do senčil, vse na enem mestu, vse pri enem mojstru. Proizvodni program podjetja GKN Driveline Slovenija je namenjen proizvajalcem osebnih avtomobilov s prednjim pogonom. Njihovi glavni kupci so predvsem velika avtomobilska proizvodna podjetja in podjetja, ki pozneje ponujajo podporo in servis lastnikom osebnih vozil s prednjim pogonom. Proizvodni program obsega 3 ključne skupine: polgredi, homokinetične sklobe in tripode. Z močno željo po inovativnem delovanju na vseh poslovnih področjih poslovanja ter z uporabo sodobnih metod in postopkov jim je v zadnjih letih uspela intenzivna rast. Njihove izdelke odlikujejo dolga življenjska doba, brezhibna funkcionalnost in ekološka neoporečnost. Podjetje Stampal SB je kovačnica aluminijevih izdelkov, ki stoji v Slovenski Bistrici, natančneje v industrijski coni Impol. Ukvarjajo se z vročim utopnim kovanjem, ki se v industrijskem merilu že dolgo uporablja za kovanje aluminijevih zlitin. Osnovne proizvodne faze tega postopka so rezanje narezkov za utopno kovanje, utopno vroče kovanje, obrezovanje ter toplotna obdelava kovanih aluminijastih izdelkov. Celoten postopek v podjetju skrbno načrtujejo, kakovostno izvedejo in nadzorujejo. Njihova proizvodnja poteka na 7 kovaških linijah. Na leto proizvedejo približno 1 milijon raznovrstnih odkovkov. Mebor je družinsko podjetje, ki ponuja celovite rešitve za potrebe v primarnem razrezu lesa. Njihovi stroji se ponašajo z močno in robustno konstrukcijo ter visoko zmogljivostjo. Ponudba podjetja obsega vse stroje za manjše, srednje in večje žagarske obrate, od manjših tračnih žag do celotnih žagalnih linij.
Tračne žage in stroji so rezultat lastnih inovacij in razvoja ekipe, sestavljene iz strokovnjakov z vseh področij razvoja strojev, strojništva, konstruktorstva, elektrotehnike, hidravlike, varnosti in avtomatizacije. Mebor je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev strojev za primarni razrez lesa, katerega inovacije imajo neposreden vpliv na industrijo. Družinsko podjetje Intralighting iz Šempetra pri Gorici je specializirano za razvoj pametne razsvetljave s tehnologijo LED. Za potrebe svojih kupcev skrbno načrtujejo, kakovostno izdelajo in testirajo vse svoje izdelke. Zagotavljajo vrhunske sisteme in osvetlitvene rešitve, ki so prilagojene vsakemu uporabniku in prostoru, ki ga osvetljujejo. Prepričani so, da prava osvetlitev pomembno pripomore k produktivnosti, natančnosti, spodbuja interakcijo in ustvarja okolje, v katero se ljudje radi vračajo. V podjetju imajo močno razvojno ekipo, tesno pa sodelujejo tudi z oblikovalci in arhitekti. Kot pomemben globalni ponudnik sistemov za osvetljavo, nenehno stremijo k odgovornosti za dobro počutje svojih uporabnikov. In zdaj jih bomo ponosno gostili še na odru, predstavili smo jih in tudi na oder jih bomo vabili v vrstnem redu, kakor so potekali regijski izbori gazel. Najprej glasen aplavz za gazelo Osrednje Slovenije, ACS Bio, biotehnološke raziskave in razvoj d.o.o. Na oder prihaja gospod Štefan Fujs. Dolenjsko-posavska gazela 2018 je proletarstvo Medle, proizvodnja, trgovina in inženiring. Na oder z veseljem vabim gospoda Roberta Medleta. Nato smo navdušeno ploskali Savinjsko-zasavski gazeli. Ta je postala GKN Driveline Slovenija, proizvodnja avtomobilskih transmisij in avtodelov. Na oder prihaja gospod Peter Smole. Prisrčen pozdrav in dobrodošlica tudi Dravsko-pomurski gazeli, podjetju Stampal SB. Na odru pozdravljamo gospoda Urha Krumpleža. Še dvakrat bomo ponosno zaploskali, najprej Gorenjski gazeli in sicer podjetju Mebor. Na odru se veselimo gospoda Simona Mesca. Prejšnji četrtek pa smo občudovali zgodbo primorsko-notranjske gazele podjetja Intralighting. Na odru se veselimo gospoda Marina Furlana. Darjan, dejali ste, da bi se lahko z njimi pogovarjali več ur, zato vam kar takoj predajam besedo. Ja, hvala lepa. Žal je na voljo dobre četrt ure, tako da moramo pohiteti, po mojem, po eno vprašanje za vsakega. Gospod Fujs, začnem z vami. V nedavnem pogovoru za Dnevnik ste dejali, da si želite čim prejšnje komercializacije proizvodnje vitamina B12, ki ga izdelujete iz odpadne sirotke. Skratka, vaša prihodnost je v pretvarjanju odpadnih tokov v molekule z visoko dodano vrednostjo. To se mi zdi naravnost fascinantna poslovna ideja. Za začetek rečete, odpadne surovine spremenimo v učinkovito zdravilo. Kako pride do take, na videz utrgane, v bistvu pa genialne poslovne ideje? V bistvu, če povem zgodovino, tukaj smo sodelovali z različnimi, recimo mlekarsko industrijo in njihova glavna bolečina je bila, kaj s tem odpadkom narediti. Je bil neuporaben za nadaljno prehrano ljudi, na primer, in potem začnemo razmišljati, kako bi to rešili, da bi dobili seveda neko ekonomično tehnologijo, da se to splača, enostavno povedano. Po drugi strani pa, da tudi ima pozitiven vpliv na okolje. In to je zelo
smo res ponosni na ta projekt, ker je zelo tipičen projekt krožnega gospodarstva, kot ste omenili, odpadna surovina, vzamemo za biotehnološki proces, naredimo nov produkt, ki se ponovno uporabi, naprimer živinoreji, in hkrati očistimo okolje, odpadno vodo in ne obremenjujemo okolja. Super. Komisija, ki vam je podelila nagrado za gazelo Srednje Slovenije, je zapisala, da gre v prihodnosti za verjetno svetovno znano slovensko multinacionalko. Kaj menite o tej? Upam, da se bo uresničilo. Dobro. Gospod Medle. Vaše podjetje je začelo kot servisna delavnica za montiranje rolet. Danes ste, kot ste rekli v intervjuju za Dnevnik, po velikosti in podjetja in številu zaposlenih že bolj konj kot gazela. Kdaj ste na tej poslovni poti začutili prelomnico, da ste lahko rekli, aha, zdaj smo na tej gazelje, konjski poti, ne zgolj na monterski? Ja, mogoče da povem, ta naš, bom rekel, naš posel je začel oče pred 42 leti. Jaz sem nekje v podjetje vstopil tam po nekih 20 letih, se kalil v podjetju in potem kar hmal, mislim, da pri enih 35 letih postal direktor. Nikoli se nisem obremenjeval s tem, da bi nekaj postal gazela in kaj takega, se pa zmeraj sem se trudil, da bi pač uspel podjetje čim bolj voditi, predvsem, da imamo dobre odnose s sodelavci, da imamo čim boljše pogoje za sodelavce. To nam je glavno vodilo, ker če zadovoljen sodelavec bo dal maksimum od sebe in zgleda, da rata to, mislim. Jaz mislim, da je to ključ do uspeha. V pogovoru, ki sem ga bral z vami, me je navdušilo to, da zelo radi uporabljate športne metafore. Igramo v napadu, igramo v obrambi, igramo v sredini. Kot pravi športnik namreč vidite nek cilj, tako kot vsak športnik želi postati olimpijski prvak, kaj pa vi? Ja, jaz se res v bistvu počutim kot trener ene ekipe, recimo nogometne, ki je bolj številčna. Dejansko je treba več čas paziti in na obrambo in na napad. V bistvu menjaš, če so napadalci premočni komercialisti, če preveč prodajo, moraš mečkam zabremzati, kakšen ga bolj nazaj v sredino postaviti. Ja, v bistvu sem pa tudi malo sodnika, tako da je tudi treba kakšen karton podeliti, rumen, včasih tudi rdečega, če ne gre drugače. Tako da ja, sem nekako v vlogi trenerja in tako se počutim. Skratka, je podjetje primerljivo s športnim kolektivom? Definitivno, definitivno. Hvala lepa. Gospod Smole, vaše podjetje Driveline deluje na izjemno konkurenčnem svetovnem avtomobilskem trgu, je tako. Hkrati imate za seboj neko neverjetno izkušnjo, delali ste za podjetje jugoslovanskega kupca, ki je naenkrat umanjkal. Danes pa ste del svetovne multinacionalke, ki dela za največja avtomobilska podjetja na svetu. Z metaforo ste rekli, da ste prišli pot od stoenke do Mercedesa. Kaj se je zgodilo, kje je bila tista točka, kaj vas je rešilo, da ste prišli sem, kjer ste danes? Lep pozdrav vsem skupaj. Ja, kako od stoenke do Mercedesa? Zdaj nekega univerzalnega recepta ni, je pa dejstvo, da ne smeš podcenjevati stoenke, če hočeš delati za Mercedes. In to se je zgodilo tudi nam. Mi smo delali z zavzetostjo, z isto kakovostjo, kot delamo danes za Mercedes. In to se nam je v teh letih obrestovalo. Ker so danes med nami tudi predstavniki vlade, bom izkoristil še en detalj, ki sem ga razbral v intervjuju z vami. Rekli ste, da vas citiram dobesedno, glede zelo pomembnega družbenega vprašanja o odnosu države do podjetnikov. Rekli ste, poznamo bolj atraktivna poslovna okolja in tudi manj atraktivna. Slovenija je nekje vmes in poslovno okolje glede na toliko število uspešnih podjetij sploh ni slabo. Zakaj potem mislite, da v naši družbi prihaja do teh diskusij, da se ne vidi, prepiramo nečem, za kar sploh ni objektivne podlage? Ja, gledajte, okolje je tako, kot je, ne? Ljudje smo si pa različni. Mi smo živ dokaz, da se v tem okolju da delati in uspeti.
Zdaj ne bi glih dajal na svete predstavnikom vlade. Mi smo bojevniki Gazele in mi se bomo borili, ampak ne s puškami, borili se bomo s svojim znanjem. In jaz verjamem, da nam bo tu vlada prišla nasproti, nas upoštevala in upoštevala naše nasvete. Hvala lepa. Gospod Knobleš, tudi vi, podobno kot kolega iz podjetja Driveline, prihajate iz avtomobilske industrije, proizvajate odkovke za najpomembnejša avtomobilistična in motociklistična podjetja, delujete pa v zavetju koncerna Impol, ki je ravno včeraj dobil nagrado časopisa Večer za največje veliko podjetje v Podravju. Intervjuju ste tudi dejali, da je tehnološka podpora Impola za vas neprecenljiva konkurenčna prednost. To pomeni, da je v Sloveniji dovolj znanja za takšne poslovne podvige, kot je vaš, ali se motimo? To je, mislim, da nikoli ni bilo dvoma, ali v Sloveniji obstaja dovolj znanja. Bom rekel, iz lastnih izkušenj lahko povem, da smo na svetovnih trgih, kar se tiče znanja, kar se tiče izkušenj, konkurenčni, sledimo svetovnim trendom. Če se omejim na področje aluminija, lahko rečem, da smo tukaj v našem podjetju oziroma v naši skupini vodilni, predvsem na področju kovanja kovaških palic. Težko bi našli avtomobil evropskega proizvajalca, ki ne vsebuje aluminija iz naše skupine, tako da kar se tiče znanja, kar se tiče izkušenj in pa, bom rekel, želje po napredku oziroma izboljšavah, mislim, da ne rabimo biti glede tega zaskrbljeni. V pogovoru za Dnevnik ste tudi dejali, da, še v naslov smo dali to, da ste avtomobilsko industrijo osvojili in da je vaš izziv zdaj v zraku. Skratka, da je trenutno vaš največji izziv letalska industrija. Kje točno ga vidite? Nekako planiramo, da bomo do konca tega leta kot prvi v Sloveniji pridobili certifikat ISO 9100, se pravi letalski certifikat, s katerim bomo potem tudi vpisani v svetovno bazo certificiranih dobaviteljev za letalsko industrijo. Vidimo tako, bom rekel, v potniškem kot potencial tako v potniškem kot v tovornem prometu. Predvsem pa je velik potencial aluminija, kot sem že dejal, tudi v, bom rekel, manjših letečih, bom rekel, prevoznih sredstvih, predvsem tukaj mislim na drone, kjer, bom rekel, svetovni lider v spletni trgovini z njihovo pomočjo planira do leta 2020 vsako, bom rekel, naročilo dostaviti v 24 urah. Tako da živimo v aluminijski dobi, to lahko trdim, ni naključje, da največji med sabo bijajo boj tudi na področju aluminija, kajti potencial aluminija je velik, je neomejen in, bom rekel, za našo podjetje oziroma našo skupino je predvsem letalska industrija tisto, kjer vidimo možnost za rast, višanje dodane vrednosti in pa, bom rekel, potem tudi izziv za nadaljnji tehnološki napredek. Gorenjska Gazela je podjetje Mebor iz Železnikov. Pri vaši zgodbi me je fasciniral podatek, ste eden vodilni svetovni proizvajalcev strojev za razrez lesa, pri čemer ste izvozili stroje v takšne države, kot so Indonezija, Papua Nova Gvineja in pa celo Sibirija. In to iz Železnikov, če se malo pošalva, ne? Iz Železnikov še do Ljubljane ni normalne ceste. Vi morate pa v svet pelati stroje, ki so težki 30 ton. Ja, tako je. V bistvu od Železnikov do Ljubljane ni tako slaba cesta, ampak če uspemo do Ljubljane, potem lahko tudi dlje. Ja, v bistvu ni tako pomembno, od kje prihajamo.
Pomembno je to, da imamo primeren izdelek, ki ga lahko izdelamo, se pravi, dober stroj za primerno ceno, ki je potem nekako zanimiv globalno. Tukaj se usmerjamo na 3 različne stvari, torej sodobna proizvodnja, s katero lahko izdelek kvalitetno in konkurenčno izdelamo. V našem podjetju skoraj vse sestavne dele za stroje od začetka do konca izdelujemo znotraj podjetja. In na drugi strani je pomemben razvoj. Smo globalno usmerjeni v smislu razvijanja strojev tako za razrez manjše hlodovine kot večje hlodovine. Naprimer v tropskih podnebjih režemo hlodovino do 2 metra premera, medtem ko v Sibiriji smo zmontirali visoko kapacitetno linijo za razrez 1000 kubičnih metrov lesa na dan. Pomembno je pa tudi to, da spremljamo potrebe kupcev in se jim prilagajamo, torej lahko izdelamo celoten projekt za žagarske obrate, od lupljenja hloda do končanih desk. Če se navežem na to podatek, v zadnjih 5 letih ste podvojili prihodke iz prodaje. Kje vidite vaš zgornji še dosegljivi cilj, kako hitro je še mogoče skakati ali pa iti naprej? No, mi ne radi napovedujemo, ampak se bolj osredotočamo na to, da bi konstantno in stabilno rasli. To nam je skozi zadnja leta konstantno uspevalo. Vizija dolgoročna je, da bi stroji Mebor delovali po vseh državah, kjer režejo les, tako da mogoče čez 5 let vidimo mogoče še nekje 15 do 20 novih držav po svetu in pa podjetje Mebor bo prisotno tudi v segmentu večjih žagarskih obratov. Hvala lepa. Gospod Zorlan, v intervjuju za Dnevnik ste glede ustanovitve vašega oziroma vajinega podjetja Ženo rekli, da vas je žena vprašala, kaj bomo pa sploh delali. Vi pa ste rekli, ne vem, lučke, na primer. Danes mi pride na misel ta vaša domislica, ki se pogovarjam z mlajšimi nadobudneži, ki bi radi ustanovili podjetje, pa tudi jih vprašam, kaj boste pa delali, pa reče, ja ne vem, najbrž tole, ne? Nisem pa čist ziher. Kaj mora človek imeti v sebi, da mu s to osnovno idejo, ki ste rekli, ne vem, lučke, na primer, na koncu uspe tako, kot ste vi uspeli? Da, jaz mislim, da je predvsem za mlade ključen entuziazem. Ideja. Znanje lahko imaš sam, lahko se ga naučiš, lahko ga tudi pridobiš od sodelavcev. Rabiš znati zbirati, kdo so na projektu skupaj in mislim, da v mladih letih je definitivno entuziazem tisti, ki vleče. Model pa mislim, da je čisto enak, pa sploh ni važno, kaj počneš. Vedno je cilj, k cilju strategija, cilj, da boš najboljši. Če je cilj premajhen, potem motivacija ne more biti, ne sme biti pa cilj prevelik. Lepo. V letu 2017 ste glede na prejšnje leto dosegli še kar izjemno rast prihodkov za 48%, verjetno takšne rasti ni mogoče ponavljati iz leta v leto. Kaj je temu botrovalo v letu 2017 oziroma kako vidite poslovno okolje in obete za naprej? Poslovno okolje, če rečem, je v tem trenutku kar nevarno zaradi velikih igralcev Amerike, Kitajske in podobno. Vendar, če gledam lokalno in glede na to, da smo verjetno vsi tukaj tako majhni, imamo neskončne možnosti za rast. In zakaj je lahko rast dosežena,
včasih rabiš kar dosti let, da priješ do tistih ključev, ki so ključni za odpirati vrata in jaz mislim, da pri nas je bilo prav to, da smo prej v preteklosti razmišljali o lučeh, o svetlobi, kako to narediti. Danes se razmišljamo o uporabniku, o arhitekturi in luči so posledica oziroma svetloba. In mislim, da je to tisto, kar na vseh trgih, kamorkoli prijemo, cenijo in postavljajo na prvo mesto. To so rešitve. Super, hvala lepa. Jaz bi na tej točki to resno moško debato zaključil. Vabim Bernardo, da se nam pridruži, mogoče vam zastavi še ona kakšno lažje vprašanje. Hvala lepa za mandat, da zastavljam lažja vprašanja. Za oddih, spoštovani in spoštovane, pa zdaj z velikim veseljem na oder vabim virtuoze ne na poslovnem, pač pa na glasbenem področju. Vse regijske izbore je spremljal Luka Poljanec, mladi up Zavarovalnice Triglav. Danes bo na odru Cankarjevega doma nastopil skupaj z očetom Andražem in seveda tudi s profesorico, tolkalistko Petro Vidmar. Naj povem, če kakšen mikrofon pade na tla, to pomeni veliko sreče na poslovnem in tudi osebnem področju. Hvala lepa tolkalistom, pa kot je dejal Darjan, udarimo še mi kakšno bolj lahkotno. ACS Bio proizvajate nove antibiotike in tudi vitamine. Povejte mi, gospod, bi si želeli izumiti, proizvesti kakšno zdravilo, ki bi še posebej prav prišlo nam Slovencem na splošno? Za nas kot inovativno podjetje, ki se ukvarja z raziskavami, je bilo to pričakovano. Ampak tu nažalost moram povedati, da modro čarobno tabletko so nas že prehiteli. Ampak ne glede na to... A mislite Krkin Nalgesin? Ne glede na te smo za Slovenijo identificirali izjemno poslovno priložnost. Namreč, če bi odkrili zdravilo za faušijo, bi bila izredna prodaja, tako da zdaj že poteka burna debata podjetja, kjer gen je odgovoren za to, da gremo v sekveniranje genoma in najti gen, kateri je pri Slovenci tako močno izražen. Mislim, da si zaslužite gazelo za odlično poslovno idejo. Ko bodo izbirali gazele za odlične poslovne ideje, si jo gotovo zaslužite. Pa gremo zdaj k GKN-u. Proizvajate ležaje oziroma bolj prav se reče polgredi, zobnike, elemente za mehanski prenos energije.
Vemo, da zobniki radi tudi zaštekajo, če rečem po domače, razen če so proizvedeni v GKN-u. Kakšno pa je mazivo za tiste zobnike med sodelavci, med ljudmi? Ja, se veste, star pregovor pravi, kdor maže, ta vozi, ne? In mazati je treba skozi. Seveda v prvi vrsti, če poskrbiš za odnose med sodelavci, če poskrbiš za varno delovno okolje, če poskrbiš za prenos znanja, je to dovolj maziva, da so potem naši produkti takšni, kot morajo biti. Pomaga pa tudi priznanje, ne, kot je Gazela. A sigurno, to je pa tista kratkotrajna žalba, ki malo pospeši. Gospod Furlan, zgodba vas in vaše soproge se zdi prav romantična. Iz študentskih let sta par in zares usklajeno delujete tako na osebnem, kot tudi na poslovnem področju. Kaj pa recimo, ko zmanjka maziva, kje uskladita recimo različne vizije? A veste, pri nas je zelo preprosto. Jaz veliko govorim, odloča pa ona pol. Če bi zdaj bil televizijski prenos, bi gotovo glavni kamerman pokazal vašo soprogo, ki je na vaš odgovor odreagirala takole. Sicer pa ste tudi se razširili, ne, družinsko podjetje ste, tudi sin in hči sta v podjetju. S kom je lažje, s kom je težje? Včasih sem bil jaz motor v podjetju, no, zdaj še vedno poskušam biti, ampak zadnje čase se mi dogaja, da me sin kar pokliče, da se stank pravi, tata, ti zamujaš, tebe čakamo zdaj, pospeši malo. Tako da je kar v redu. Vsi me preganijo, no, ne vem zakaj. In ko že govorimo o družinah, ste pravi naslov tudi v podjetju Mebor, ne, vi ste se odločili sprejeti kar družinsko ustavo, da vam bo lažje. Ja, tako je. Mi smo v podjetju oče, mama in pa 3 bratje. Včasih imamo različne ideje, včasih podobne. Bistvo je, da se na koncu uskladimo. Vsak od nas ima nekje, bi rekel, znanje na svojem področju in naš uspeh, ključ našega uspeha je v tem, da to skupaj združujemo. Torej, mogoče prodajne marketinške ideje in na drugi strani razvojne ideje. Oče nam zelo rad prepušča naloge, da pa bi šlo čim bolje vse naprej, potem tudi, ko bo predal nam, da nadaljujemo, izdelujemo tudi družinsko ustavo. Ja. In horizontalne tračne žage, ne, so vaš poglavitni produkt. Če smo prej spraševali po zdravilih, ki bi pomagala Slovencem, kaj pa bi si vi želeli odžagati, da bi nam bilo še lepše? No, mi bi pa želeli, da čim več odžagamo tukaj v Sloveniji, torej da več hlodovine ostane tukaj in pa seveda, da mi dobavimo ta večji žagarski obrat v Sloveniji. Skratka, naj se veliko žaga, da boste vi prodali čim več žag. Tako. V Dolenjsko-posavski regiji je slavilo roletarstvo medle. Ne upam se vas vprašati, kaj najraje počnete, ko doma spustite rolete, zato zastavljam drugačno vprašanje, kaj najraje počnete, ko v poslovnih prostorih spustite rolete? Ja, tudi ko se spustijo v poslovnih prostorih rolete, je težko odklopiti. Ne moreš. Poskušam pa to s hobiji, ki temeljijo na športu, to pač storiti. Ja, veliko športa je v mojih hobijih in v popoldanskem času, v prostem času. Vam to pomaga premagovati stres in ustvarjati nove vizije, verjetno? Definitivno. Mislim, veliko športa je zelo zdravo, mislim, proti stresu. To res, to treba probati, ker ne proba. Najlepša hvala. V Dravsko-pomurski regiji smo ploskali podjetju Stampal. Vi ste znani po kovanju, stiskanju, tiskovanju in valjanju kovin. In ko smo že pri kovanju, znan slovenski pregovor pravi, da je vsak svoje sreče kovač. Kaj pa vam prinaša največ sreče? Ja, bom rekel, to je, če me vprašate mene osebno, potem
največjo srečo prinaša nek, bom rekel, kompromis med privatnim in službenim življenjem. Se pravi, da nekako znaš najti kompromis, kot ste vprašali mojega predhodnika, da enkrat zagrneš zavese, se pravi, odklopiš in se, bom rekel, posvetiš osebnemu oziroma zadevam, ki ti prinašajo v življenju srečo. Kovati jo je pač potrebno, se pravi, najprej jo je potrebno najti, potem je, se pravi, potrebno izdelati orodje oziroma najti pot do nje in jaz mislim, da je potem zagotovljen uspeh, sploh če se kuje vroča, tako kot v Stampalu. Bravo. Bernarda, če dovoliš pod vprašanje gospodu Smoletu, prej, ki si mu zastavila vprašanje v zvezi z gazelami, če ki pomagajo, ne? Čisto hudomušno, ko ste dobili priznanja za gazelo, vas je prej obiskal kakšen nov poslovni partner ali davčni inšpektor? Gospoda Smolet. Ne eden, ne drugi. Ne drugi. Tako da ne vem. Mogoče po današnji podelitvi. Torej, ne eden, ne drugi, zaenkrat še ne. Zaenkrat. Hvala lepa. Zdaj jaz moško modro omizje sprašujem, če je bilo to dovolj. Hvala, zaploskajmo še enkrat finalistom za Slovensko gazelo 2018. Vidim, da se na odru zelo dobro počutite, ampak naj vam povem, da vas v dvorani čaka spodbudno občinstvo. Medtem, ko vas zopet vabimo v dvorano, pa bomo mi zaploskali še drugemu šopku tistih, ki zares močno verjamejo v gibanje gazel in takšne imenitne zgodbe. Hvala, Darjan. Blagovna znamka Hyundai je v zadnjih letih ena najhitreje rastočih avtomobilskih znamk na svetu. Za takšen rezultat so nujni jasno zastavljeni cilji in vizija, ki jo Hyundai nedvomno ima. Prepričani smo, da so jasno zastavljeni cilji in vizija tisto, kar imajo vsi letošnji nominiranci, saj brez tega danes ni moč uspeti. Zato pozdravljamo perspektivna rastoča podjetja, njihovo znanje, poslovno prodornost, trajnostno naravnanost in inovativnost. V svetu interneta, družbenih omrežij, aplikacij in neskončnih povezav je vedno bolj povezan tudi posel. V Telekomu Slovenije digitaliziramo svet priložnosti in razvijamo rešitve za varno spletno poslovanje. Uporabnikom tako zagotavljamo varnost, zanesljivost, kakovost in zaupanje. Znanje, inovativnost in prilagodljivost so nepogrešljive lastnosti, ki podjetjem omogočajo, da dosegajo rast in razvoj. Zato v družbi Butan Plin, kjer zagotavljamo varne, zanesljive, tehnološko napredne in okolju prijazne energetske storitve, s ponosom podpiramo projekt Gazela. Oznanjamo izzive je slogan našega partnerstva z Gazelami, ki prepoznavajo najboljša hitro rastoča podjetja. V skupini Triglav, inovativnim podjetjem na poti do uspehov, ob strani stojimo tudi s prilagojenimi zavarovalniškimi storitvami. Zato lahko ta svoje znanje, trud in delovno zagnanost v celoti usmerijo v premagovanje izzivov in se posvetijo svojemu poslu. Časnik Dnevnik vam vsak dan prinaša bogastvo informacij, komentarje, kolumne, obraze prihodnosti in raznovrstne poglede, zaznamovane z odgovornostjo do posameznika in družbe. Kjerkoli že ste, Dnevnik je lahko vedno z vami. Služijo aplavz.
Najlepše zveneča simfonija je simfonija zgodb naših gazel in simfonija zgodb njihovih podpornikov. Zato smo nocoj v goste povabili tudi imenitni simfonični orkester RTV Slovenija, ki prav tako kot podjetja Gazele stremi in je zavezan k odličnosti. Orkester krepko stopa v 7. desetletje delovanja, od ustanovitve naprej pa se izkazuje svojo prilagodljivostjo, kvalitetno rastjo in razvojem. Njihova temeljna dejavnost so studijska in koncertna snemanja za najbogatejši nacionalni glasbeni arhiv, arhiv Radiotelevizije Slovenija. In ob tem orkester izvaja zanimiv in pester koncertni program, s katerim privablja raznovrstno občinstvo. Nocoj bo orkester izvedel odlomke iz 3 italijansko obarvanih del. Rojstvo Venere iz Botticellijevega triptiha, Allegro iz Bottessinijevega koncerta za kontrabas in orkester ter Življenje neapeljskega podeželja iz Straussove pesnitve iz Italije. Solist bo Iztok Hrastnik, nekdanji član simfoničnega orkestra RTV Slovenija, ki je od leta 2011 član Dunajskih filharmonikov. Dirigent pa bo maestro Rosen Milanov, ki bo septembra 2019 prevzel mesto orkestrovega šefa dirigenta. Naj vam pobožajo duše in srca.
Slišali smo del koncerta, ki ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija izvedel v okviru abonmajskega koncerta jutri zvečer v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Najlepša hvala, spoštovani glasbeniki, ker so nas spomnili, da je med vsemi ključi poslavnih stavb vendarle pomemben tudi violinski ključ naših src. Spoštovani in spoštovane, zdaj pa sledijo gotovo najbolj slovesni, zaključni trenutki tega našega navdihujočega večera, razglasitev bronaste, srebrne in zlate slovenske gazele. In pred tem še enkrat ponavljam z cenjenim predsednikom Vlade Republike Slovenije, da ste zmagovalci vsi vi, cenjeni finalisti. Gospe in gospodje, k podelitvi in razglasitvi bronaste gazele 2018 vljudno vabim gospoda Mirana Lesjaka, odgovornega urednika Dnevnika, in gospoda Bogomirja Straška, predsednika Sveta gazel. Prisrčno pozdravljena in dobrodošla na odru. Dober večer, spoštovane gospe in gospodje. S sabo sem prinesel en list, ki pa ni govor brez strahu. V bistvu je novica, ki ni bila objavljena. Zakaj ni bila objavljena, boste pa razumeli. Novica je kratka in gre takole. Njen naslov je bil: Gazele so zaprli v bunker. Ljubljana. Svet gazel je včeraj izmed 6 nominirancev, torej gazel osrednje Slovenije, Dolenjsko-posavske regije, Savinjsko-zasavske, Podravsko-pomurske, Gorenjske in Primorsko-notranjske regije, izbral bronasto, srebrno in zlato slovensko gazelo. Člani sveta so o nominirancih najprej glasovali, pri čemer je moral vsak glasovalec svoj izbor tudi utemeljiti. Člani sveta so nato po argumentirani, mestoma tudi polemični razpravi odločitve o dodelitvi vseh 3 priznanj sprejeli soglasno. Svet gazel svojih odločitev ne želi razkriti do osrednje prireditve v Cankarjevem domu. Naši dobro obveščeni viri in viri, ki ne želijo biti imenovani, so pri pridobivanju nadaljnjih informacij odpovedali, zato jih je uredništvo odpustilo. Zdaj si služijo kruh pri konkurenci. Sedaj sledi, razumeli boste, zakaj sedaj sledi kompenzacija za uredniško dušo. Zato, da urednik iz prve roke od samega sebe izve, kako stojijo stvari. Stvari stojijo pa takole. Bronasta gazela 2018 je roletarstvo Medle. Iskrene čestitke in hvala za vaš bronast aplavz. Srebrna gazela 2018. Spoštovani gospod Lesjak, z veseljem vam bomo prisluhnili, gotovo pa bomo veseli, da se nam na odru pridruži tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, gospod Zdravko Počivalšek. Se opravičujem. Hvala. Torej, Srebrna gazela 2018 je Intralighting.
Hvala za vaš srebrni aplavz. K podelitvi zlate gazele pa z veseljem in spoštovanjem vabimo predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Marjana Šarca. Zlata gazela 2018 je Maribor. Če dovolite, bi prebrala obrazložitev, potem pa nekaj ostanite ob mikrofonu. Veste, zakaj je dobro, da ostanete ob mikrofonu? Zato, da lahko kaj popravite, če se nam je zatipkalo. Torej, spoštovani in spoštovane, družinsko podjetje Maribor dokazuje, da danes ni več razlike med velikimi in majhnimi, temveč le še med hitrimi in počasnimi. Svoje žage oblikujejo po potrebah kupca. Cilj podjetja je strankam dostaviti hitrejšo žago, ki potrebuje manj sredstev za delovanje in pri tem želi biti pred konkurenti in čim bolj inovativno. Iz železnikov, kraja z bogato železarsko tradicijo, postavljajo globalne standarde razvoja avtomatizacije, hitrosti in uporabnosti horizontalnih tračnih žag. Osredotočenost na dve bistveni funkciji podjetja, trženje in inoviranje, se odraža v dinamični rasti. V 5 letih so v Mariborju prihodke iz prodaje podvojili, od 6 na skoraj 12 milijonov evrov prometa. Pri tem dodana vrednost kolektiva s 40 sodelavci v letu 2017 znaša izjemnih 98.500 evrov na zaposlenega. Hvala, ker ste pokimali. Med 50 podjetji v svoji dejavnosti v istem letu dosegajo daleč največji dobiček, 1,85 milijona evrov, ter visoko nadpovprečno 38% donosnost kapitala. Tudi tukaj pričakujemo, da pokimate. Prodajo v podjetju, ki zgledno gradi sistem medgeneracijskega nasledstva, načrtno internacionalizirajo. Na vseh kontinentih so zgradili mrežo referenčnih uporabnikov in prodajnih partnerjev. Verjamejo v sodelovanje in se v poslih povezujejo tudi s slovenskimi podjetji. Če tudi svojih rešitev še ne ščitijo s patenti, o tem razmišljajo za prihodnost. Podjetje Maribor z odlično A1++ boniteto, ki daje zgled, kako lahko Slovenija s svojimi inovatorskimi potenciali dosega dolgotrajne svetovne uspehe, je svet Gazela izbral za Zlato gazelo 2018. Lepa hvala, da ste nas izbrali za slovensko gazelo. Vsekakor moramo povedati, da je to za nas izjemna čast, saj smo tukaj v družbi odličnih slovenskih gazel, od katerih si marsikatero zasluži priznanje in vsem vse čestitke. Gazela je nekako za nas širše družbeno priznanje. Bistvo je dokaz, da je v podjetništvu v Sloveniji v resnici cenjeno in je prav, da se tudi na tak način podjetništvo spodbuja. Pomenjam pa veliko tudi zato, ker je neko priznanje, da smo tudi mi naredili prispevek k slovenskemu gospodarstvu in upamo, da bo tudi naša zgodba še koga spodbudila, da se loti podjetništva, kajti to je gonilo našega gospodarstva.
V tej priložnosti moramo posebej poudariti našo ekipo zaposlenih. Hvala vsem za trud. Res imamo ekipo delavnih, motiviranih zaposlenih, ki imajo tudi veliko znanja in s to kombinacijo smo uspeli vsa ta leta rasti in sedaj se nekako veselimo nadaljnih izzivov. Gazele, slovenska gazela nam daje dodatno energijo, dodaten zagon, da bo naša gazela Mebor tekla hitreje, še hitreje in to na dolge proge. Naši cilji so še naprej osvajati nove trge, delovati globalno, predstavljati nove rešitve v žegarstvu in pa lokalno seveda odpirati nova delovna mesta. Tako, hvala lepa še enkrat, sedaj bomo pa ponovno zavihali rokave in gremo novim uspehom in novim izzivom naproti. Hvala. Iskrene čestitke in da bo, hvala lepa spoštovanemu predsedniku Vlade Republike Slovenije, da pa bo šopek gazel na našem odru popoln, je seveda prav, da povabimo na oder tudi druge 3 finaliste, prav tako zmagovalce. Najprej po abecednem vrstnem redu aplavz za ACS Bio. Iskrene čestitke za vse uspehe tudi podjetju GKN Driveline Slovenija. In seveda glasen aplavz za podjetje Stampal SB. Mislim, da si vsi skupaj zaslužijo še en glasen gazeli aplavz. Hvala lepa vsem in kako bi lahko lepše zaključili to našo slovesnost kot s šopkom gazel in najlepšo fotografijo. Naj nam bo v navdih in naj nas greje v zimskih dneh. Srečno vsem skupaj! Po lepi slovenski navadi vse skupaj vabimo na pogostitev, da bomo nazdravili našim zmagovalcem in jim lahko tudi osebno čestitali. Se nam pridružijo zelo kmalu, takoj ko oddajo vsa pomembna sporočila za medije.